jaz sem v resnici za svoj dom izbrala keramiko povsod. Po kleti, po dnevnih prostorih kopalnicah, vsekakor tudi v spalnicah imamo keramiko imitacije lesa. Če bi se jaz odločil za moje stanovanje, bi absolutno za dnevni prostor, za spalnico, tudi za hodnik absolutno izbral parket. Gotovi, troslojni, hrastno, mat lakirani, rahlo krtačeni parket. Kopalnica, sanitarije, kletni prostori in pa tudi stopnišče pa mogoče pridejo bolj upoštev za kako drugo vrsto talne obloge. Pozdravljeni, danes bom z vami Janez Ferlic iz podjetja Kemoplast, svet talnih oblog. Pozdravljeni, sem Špela Rozman, vodja Vistra butika. Dobrodošli pri nas. Kaj bi svetovali strankam, ki se odločajo za keramiko? Pri nas vedno najprej prosimo stranke, da pridejo na prvi ogled, da si ogledajo, kaj vse imamo, da najdejo neko tisto svojo rdečo nit, če ne drugega preko spletnih ponudnikov fotografij, Pinterest, kaj takega, da vidijo, kakšen je njihov stil, potem jim lažje pomagamo. Potem je pa seveda tukaj faktor cena, da razmislijo, o kakšnem budžetu želijo zapravljati. Potem je tu faktor velikost, naprimer, če so v 17. nadstropju stolpnice, verjetno teh velikih formatov ne bodo peš nosili do vrha. Potem je faktor mogoče debeline, če kaj prenavljajo, da rabijo tanko keramiko, 3 mm, če potrebujejo več, recimo zunaj za na podstavke 2 cm, če bojo vozili po njih kaj takega, pač vse te stvari jih probamo usmeriti, pa se potem lažje skupaj s čim več informacijami odločimo, kako bomo postopali naprej. S strani stranke, trgovci, proizvajalci, podopolegalci želimo čim več informacij. Torej, za kakšen prostor je, za kakšno frekvenco, kakšne višine parketa si lahko privoščimo. Namreč imamo situacijo, ko smo omejeni z višino. V tem primeru se bomo odločali za tanjše parkete do debeline 11 mm. Vkolikor je treba višino dvigniti in s tem želimo tudi boljšo toplotno, zvočno izolacijo, potem izberemo parkete debeline 14 do 15 mm. Namreč tudi debelejši, ko je parket, ima to boljšo izolacijo, zvočno izolacijo. Torej ta udarni zvok, ki se prenaša po prostoru, ki ga tudi sami proizvajamo, se v tem primeru precej bolj zaduši. Je pa res, pri adaptacijah smo pogosto omejeni z višino. Stranka ima mogoče že vgrajeno keramiko, ki je debeline 11 mm in v tem primeru je najbolj optimalna izbira tudi parket debeline 11 mm. Veliko vprašanje je vedno cena. Kakšna je cena parketa v primerjavi s keramiko? Torej, vedno zavisi pri ceni parketa, za kakšen parket oziroma za katero vrsto parketa po surovini lesa se odločimo. Bo to nek višji rang parketa, mogoče obdelava oljena, selekcioniranje, zelo čisto sortiranje brez nekih večjih grč, v tem primeru cena naraste. Vkolikor pa imamo nek osnovni parket, klasični parket, z večjimi grčami, več barvnih razlik, večje strukture znotraj lesa, pa je seveda cena temu primerna in precej nižja. Nekako je znano to, da je pri keramiki razpon cene zelo širok. To pomeni, da lahko tudi za zelo malo denarja dobite super keramiko, za veliko denarja pa zelo dobro keramiko. Mislim, da pri parketu je malo drugače, da je za dober parket treba kar precej denarja odšteti. V tem primeru bi rekla, da je pač keramika bolj cenovno sprejemljiva, bolj ugodna. V salonu imate razstavljene resnično raznovrstne ploščice. Kakšne so pa oblikovalske možnosti? Ja, pač s to novo tehnologijo printanja na keramiko se je pač cel svet odprl. To pomeni, da proizvajalci lahko slikajo dejanski kamen, dejanski les, dejanski teraco in ga naprintajo na keramiko. To pomeni, da so oblikovalske možnosti neskončne. Prav tako od dimenzij, od malih mozaikov do velikih formatov 160 na 320. Mislim, da kdor ne najde v tem repertoarju nekaj zase, mislim, da je nemogoče. Torej, tukaj moramo začeti z vrsto oziroma osnovno surovino, iz katerega je parket izdelan. Imamo široko možnost, zelo veliko možnosti, od svetlejših parketov do temnejših, do nekih srednjih nevtralnih opcij. Parket lahko dimljimo. To pomeni, da je dimljen parket in v tem primeru je barva precej temnejša. Vkolikor želimo zelo svetel parket, prostor nam naredi zelo svetel, v tem primeru se polotimo oziroma lahko kupimo karkoli bo svetlejšega in svetel parket lahko naredimo tudi z beljenjem. Zelo lep parket je hrastov beljen parket v barvi kašmirja. Gre za zelo toplo, svetlo barvo, prijetno za vse vrste prostorov, tako v stanovanjski kot objektni rabi. Druga opcija, smo pa rekli že na samo vrsto lesa.
Izhajamo tukaj najprej iz tistih najbolj svetlih vrst lesa, to so bukev, javor, jesen, potem gremo na tisto srednjo varianto, ki je vedno aktualna že od samega začetka proizvodnje parketa, to je hrst. Hrst natur vedno aktualna, topla, bom rekel tista žlahtna, zlata barva lesa. Pri temnih barvah, ki so zelo elegantne, zelo lepe, pa je mogoče malce prostor optično lahko zmanjšajo. So pa zelo elegantne, zelo lepe, pa mogoče malce bolj občutljive na samo umazanijo, prah, pesek, mivka, to je umazanija mineralnega izvora in je svetla umazanija in se absolutno logično na temni barvi, na temni vrsti parketa precej bolj poudari, se bolj potencira. Je pa tukaj vedno izbira stranke. Tudi stopnišča se lahko zelo lepo vgrajujejo s parketom. S katero vrsto parketa, ali to dvoslojni, gotovi troslojni parket, stopnice se lahko zelo lepo, zelo elegantno izdelajo s parketom. Torej tudi še ena, bom rekel, prednost parketa, ga lahko vgrajujemo na stopnice. Kako trpežne so keramične ploščice? Ali so primerne za območje z velikimi obremenitvami? Ja, glavna karakteristika ploščic je, da so izjemno trdne. To pomeni, da jih lahko uporabimo v dnevnih prostorih, tudi v halah, na stenah, stropu, bazenih. V glavnem so trpežne, po njih lahko vozimo z avtom, z viličarjem, ob padcu kakšne stvari na tla se ne lomijo, tako da to je res tisti poglaviten plus keramike, da je res močna. Torej v prostoru, kot se trenutno recimo nahajamo, torej trgovski center, bo parket seveda absolutno primerna zadeva. Če pa govorimo o nekih skladiščnih prostorih, o nekih delavnicah, primer mehanična delavnica ali neka domača delavnica, pa parket ne bo ravno optimalna talna obloga, kajti tam so obremenitve precej večje, prihaja do večjih točkovnih in drsnih obremenitev in parket kot sama vrsta talne obloge gre za les, se pravi gre za bolj stisljiv material. V tem primeru za tovrstne obremenitve, tovrstne prostore, torej zelo obremenjene prostore, kjer so močne obremenitve, je velika frekvenca pohodnosti, pa bi mogoče svetovali kakšno drugo vrsto talne obloge. Splošno prepričanje je, da je parket prijetnejši na vtip, toplejši, v primerjavi s keramiko, se strinjate? Tako je, absolutno. V primeru parketa imamo naravno toplo surovino, to je les, v drugem primeru keramika, gre za mineral, torej gre za kamen, ki je hladna, trda talna obloga. Sam parket, če pogledamo oljen parket, je zelo topla. Topla, zvočno-izolativna talna obloga, ki se jo da seveda tekom življenjske dobe obnavljati. Keramike ne moremo obnavljati. Torej pri parketu imamo to prednost, da lahko obnavljamo parket, torej brusimo, ga na novo osvežimo, ga polakiramo ali naoljimo. Torej s stališča same toplote pa gre v primeru parketa res za eno najbolj toplih talnih oblog in s tem zelo primernih za, bom rekel, vse notranje suhe površine. Do neke mere da, ampak se mi zdi, da to je vseeno neka zgodba preteklosti, ko po tleh ni bilo talnega gretja, da so bili potem hiše z keramiko po tleh res mrzle. Danes uporabo talnega gretja pa se res lahko pogreje vsaka keramika, občutek je v nogo topu. Poleti, ko je vroče, nam pa tako ali tako paše, da je mrzla. Kako pa poteka polaganje keramičnih ploščic? Ja, keramiko se polaga na pripravljeno podlago, to pomeni na estrih, ki je posušen. Za razliko od parketa se to lahko polaga že par dni potem, ko je estrih izravnan. Polaga se s pomočjo lepila in na koncu se pofogira. Zelo enostavno. Parket kupimo. Tukaj smo šli na polovici tistega, kar se želimo, torej da bo parket služil našemu namenu tekom življenjske dobe. Drug pomemben dejavnik pa je pravilna vgradnja parketa. Tukaj svetujem vsem strankam, da parket položijo po navodilih gradbene stroke. Vkolikor tega sami ne znajo, seveda ponavadi sami tega ne znamo, prepustimo to delo, se pravi vgradnjo parketa, izkušenim in preverjenim podopolagalcem. Najprej bodo podopolagalci preverili stanje osnovnih tlakov, armirane betonske plošče, ravnost estrihov in potem zelo pomemben podatek, sama struktura estriha, ki mora biti gladka, čvrsta in pa ravna, pa še tretji zelo pomemben dejavnik, da so tlaki presušeni. Strokovno bomo rekli, talna vlaga, tista, ko je v osnovnem estrihu, ne sme biti večja kot 2%. To se izmeri z elektronskim vlagomerom, ki ga imajo vsi preverjeni podopolagalci. Torej, ko so ti osnovni pogoji zadoščeni, lahko začnemo z vgradnjo parketa.
Zelo pomembna je pravilna izbira veznih materialov, to je osnovni predpremaz in pa seveda namensko lepilo za parket z primerno količino oziroma višino nanosa tega lepila in potem parketu dajemo čas, da se usede, bomo rekli po domači povedano, da se aklimatizira in šele na to lahko prostor obremenimo z pohištvom in ga pač spravimo po domači povedano v uporabo. Kako se pa parket obnese v prostorih z veliko vlage? Torej, prostori, ki so zelo vlažni, torej je vnos vlage precejšen in prihaja tudi do velikih klimatskih sprememb, lahko tudi vgradimo parket, vendar tekom življenjske dobe bo lahko prihajalo do določenih deformacij parketa. Okoli bomo rekli, imamo prostor, kjer je notranja sobna temperatura vedno nekje od 15 do 20 stopinj, relativna zračna vlaga je okoli 50%, potem bo to idealno. Vemo pa, da relativna zračna vlaga v prostoru tekom leta precej niha. Lahko imamo po zimi 20 do 30% zračno vlago, v poletnih mesecih, tudi jesenskih, deževnih mesecih, ta vlaga lahko naraste na 80 do 90%. Tudi te spremembe bo parket zdržal. Druga zadeva pa je, če je velik vnos vode. Torej za samo kopalnico, primer, ki gre za notranji prostor, vendar ni suh, je veliko vlage, je precej vnosa vode, v tem primeru se da tudi parket položiti, vendar poseben parket s posebno obdelavo. V tem primeru odsvetujem parket za kopalnico, tudi za kakšne, bom rekel, pralnice, za neke kletne prostore. V tem primeru bo boljša izbira kakšne druge vrste talnih oblog. Jaz mislim, da je bila keramika ravno za prostore z veliko vlage narejena. Vsi vemo, da kopalnica je the place za keramiko, torej keramika ni vpojna, enostavno se jo vzdržuje, je trpežna, torej za mokre prostore več kot odlična, tudi v bazenih se jo uporablja. Kako je pa z vzdrževanjem ploščic, predvsem z fugami? Nasploh je vzdrževanje keramike zelo enostavno, pač lahko se jih očisti s katerimikoli čistili, z trdimi gobicami, z kislinskimi zadevami. Pač pri tem je treba pa res paziti na fuge, da se fuge pač ne uničijo. V primeru, da se vam zgodi, da boste premočno čistili ploščice, pa uničili fuge, pa obstajajo posebne naprave, da fugo odstranijo in potem pofugirate še enkrat. Tukaj naj takoj pojasnim, da imamo dve vrsti zgornje površinske obdelave parketa. Namreč parket je lahko oljen, kar pomeni, da je površinska obdelava obdelana z oljenjem. Druga opcija, oziroma še druga in tretja opcija pa sta, da je parket mat lakiran ali lakiran. V tem primeru gre za manjše vzdrževanje, tudi manj stroškov vzdrževanja pri lakiranem parketu. Namreč oljen parket tekom življenjske dobe na frekvenco nekje vsakoletno ali vsaj na 2-3 leta potrebuje novo oljenje. To nam pač predstavlja nek strošek finančni, kajti oljenje naj se uredi preko izkušenega podopolagalca, v tem primeru parketarja. Večna dilema pa je, ali oljen parket ali lakiran parket. Lakiran parket ima površinsko obdelavo bolj dodelano, torej neka organska umazanija, neka močna, agresivna umazanija, kot so maščobe, lipidi na primer, se pri lakiranem parketu predvsej manj podarijo, skratka les manj potegne vas od tisto močno, agresivno umazanijo. Danes je izredno pomembno vprašanje tudi vpliv na okolje. Kakšen je pa vpliv proizvodnje parketa na okolje? Torej, sam parket vemo, da izhaja iz naravne surovine, torej iz lesa. Les pa vemo, da je obnovljiv material. Torej, les, drevo zraste, ga posekamo za namen proizvodnje samega parketa, vendar se gozdovi na novo pogozdujejo. To pomeni, da čez 10, 20, 30 let se gozdovi obnavljajo. Parketa je nenormalno zelo veliko in tudi gozdovi se obnavljajo. Torej v tem primeru lahko rečemo, da gre za ekološko naravno vrsto talne obloge. Proizvajalci keramike se vedno bolj trudijo, da je njihova proizvodnja zelena. So proizvajalci, ki že montirajo na vrhe svoje tovarn elektrarne, da so potem zeleni, kar se tiče elektrike. Potem se trudijo tudi, da materijale, ki jih uporabljajo v keramiki, uvažajo čim bolj blizu, pa da so čim bolj naravni. Definitivno pa je pač glavna stvar peke keramike plin. To pomeni, da tam pa niso najbolj zeleni, pa tudi ne vem, kako se v prihodnosti to lahko spremenilo, ampak na ostalih področjih se pa res trudijo. Najlepša hvala za vaše odgovore. Hvala za sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala za odgovore. Hvala vam za obisk.